Mikrofonček si porinaš malo bližje, Anet, povej. V redu? Ja, cool. All right. Koliko si lepa. Hvala. Anja me je super zrihtala. Moja današnja gostja je punca, ki je življenjsko transformacijo doživljala vsem na očeh. Mi smo jo spoznali čisto na začetku njene življenjske poti, njena kariera od takrat naprej živi pred našimi očmi, mi jo sodimo, mi jo vrednotimo, mi jo ocenjujemo, mi jo žalimo, mi jo hvalimo, imamo jo radi. Tudi zato, ker je ena in edina Špela Grošelj. Kako so to lepo povedal, Mark. Ampak, a ni res, ne? Ne, Jaz se saj je. spomnim, ko si vkorakala po tistem, nikoli ne bom pozabil, tistem histeričnem skoku, mislim, da je Tanja skočila Viki v naročje na Ljubljanskem gradu, in se mi zdi, da od takrat naprej je Špela Grošelj del mojega življenja, tudi če nočem tega. A nočeš, zato Ne, se ampak nisva videla Hočem že reči, toliko da časa. ja, sem vesel, da te vidim. Tudi jaz, da vidim tebe. Ja, od 2002 No, pravzaprav. a vidiš? To je zdaj pa že 23 let. Ja, no, jaz sem 24 in se mi zdi, da je to pač čist, da ste v življenje z mano, ne? Vse v življenju, Ja. res skoraj. Ampak, a se ti zdi to, ko sem rekel, da si na izvolite? Ne? Mi, ne vem, Miley Cyrus, naprimer, če jo gledamo od tistih televizijskih nadaljevank, pa se nam zdi, da smo zdaj videli do I can buy myself flowers, ne? Do trenutka, ko smo doživljali neke tvoje uspehe, neuspehe, spremembe, preobrazbe in tako naprej. Skozi si tle. Skozi sem tle, pa tako, kot si rekel, dejansko je skozi glava na tnalu. Jaz sem si pa sam želela pet, a veš. In ko sem bila stara 17 let in je Miki Šarac prišel snubati me za Foxy Teens, jaz sem pričakovala čisto nekaj drugega. Da bom pela in da bo vse lepo. Ampak v bistvu je pa to, da pojem, najlepši del. Vse ostalo pa ne bom rekla, da je grdo, ampak veliko stvari je takih, ki jih nisem pričakovala, in sem se tudi v kakšnih težkih trenutkih vprašala, če bi še enkrat imela možnost iti nazaj, če bi še enkrat zbrala to pot. Ker ta pot, biti vsem na očeh, biti vsem na izvolite in predvsem biti tarča vsega negativnega, kar imajo ljudje v sebi in morajo nekam zmetati, to bi mogel biti robot, da te ne bi ganil. Tako da, ja. Ja, midva zdaj živiva skupaj, ne? Tvoj jutrček je moj jutrček, ne? In se mi zdi, da je tako en tak blagovna znamka, veš, ti bi mogla nekaj narediti, ne vem, šalice za kavo, jutrček, ne? Okay, Vse je to v planu drugače. In se mi zdi, da v bistvu kljub temu, da mogoče na nek način se veselim tvojega novega komada, ne vem, čakam, ker sem vedel, da ste snemali na Obali, sem čakal, kdaj bo pogledal, ne, in tako. Ampak se mi zdi, da vseeno sem zelo intimno doživljal tvojo dinamiko in tvojo odločenost v tem, da en del zasebnosti tvojega doživljanja mamine bolezni, mamine situacije deliš z nami, ki morda celo nimamo v zadnji imena in priimka in tako naprej, ampak da sem to tvojo situacijo razumel tudi meni podobno izkušnjo, ko sem svojo bitko s Tristanom v bistvu na nek način eksploatiral na način, da sem to pokazal oziroma da sem o tem komuniciral in da sem to govoril. A bi rekla, da je to bilo en del te terapije tudi za tebe, da si lahko našla neko sredstvo oziroma nek kanal, skozi katerega si o tej svoji bolečini, stiski, bolezni govorila? V bistvu tukaj je šlo predvsem za to, da je bila mami vedno del mojih vsebin, ker so jo sledilci ful obrajtali. Kdo jo ne bi? Ja, modelka. Ja. In dostikrat je bilo še več Magdice dej, še več Magdice dej. In Magdica je bila prisotna. In potem, ko se je to čez noč zgodilo, da je ona ni vedela več, kdo sem jaz, ni mogla več hoditi, ni mogla več govoriti. In ko se je ta zadeva izkazala za resno, sem rekla, jaz se ne moram zdaj delati, da nič se ne dogaja. Ne morem se. Imam ta nek občutek, da če lahko delim tudi dobre stvari in takrat, ko doživljam neke uspehe in ko sem srečna, ne morem se delati, da ni nesrečnih trenutkov, da ni momentov, ko bi naraj umrla. Zakaj? Zato, ker tudi ne želim ljudem dati napačnega sporočila, ker ta družbena omrežja so postala, meni je to tako fake, jaz
jaz ne morem gledati ljudi, ki prikazujejo samo srečo. V bistvu mi grejo na živce. Pa ne zato, ker bi bila jaz ljubosumna, da so oni srečni, ampak zato, ker tega ni. Tega v resnici Ker je ni. napačen sporočil. Napačen sporočil je. In potem ljudje gledajo ta popolna življenja, popolne družine, vse je super in ratejo zakompleksani, ker pri njih ni tako. Ampak v resnici pri nobenemu ni vsak dan petek in pri nobenemu ne sije vsak dan sonce. Ampak če si ti non-stop bombardiran s tem, ne, ker pravzaprav z vseh koncev nam govorijo, kaj moramo vse kupiti, da bomo srečni, kam moramo vse iti, da bomo srečni. In to, da se to kaže, da se na Instagramu oziroma na socialnih omrežjih kaže samo sreča, to je meni tak bullshit, ne morem. In jaz sem dala vse te, ki jih imam ene par med followingom, ki so mi drugače v redu osebe, nimam nič proti njim, poznamo se, ampak jaz vidim ta show off. Jaz sem dala to vse na mute, ker mene nervira. Sploh, kadar recimo imam jaz slabo obdobje. V zadnjih 4 letih sem imela teh slabih obdobij kar nekaj. Življenje ne skopari z izzivi. In potem si ti v neki težki situaciji, ki sploh ne veš, a se ti bo smešal ali kaj bo, tam pa gledaš samo srečo. In ful podpiram vse tiste, ki so avtentični, ki tudi povejo, da ne vem, ni vse super. Pustimo, to je drugo kot jamrači, a ne? Ka pol folk reče, kaj, zdaj se pa ta smil sama se, pa kaj pa ta spet jamra. Vse se zelo hitro razloči, a je to jamranje ali je to sam real talk. Mi, da se precej časa nisva videla. Ja. Ampak spomnim se, da sem bil v Izraelu na prvi operaciji in zraven mene je bila ena gospa z majhnim otrokom, ki finančno res ni zmogla tiste operacije. In jaz sem takrat objavil pomoč in prvo nakazilo, Rok me je danes spomnil, prvo nakazilo je naredila Špela Grošelj. Spomnim In se se mi zdi, tega, da je... Nisem vedela, da sem bila prvo nakazilo, ampak spomnim pa se. Ja, in se mi zdi tako, da je to ena taka senzibilnost, veš, ko se mi zdi, vem, da jo ne bi ti nikoli skomunicirala, ampak meni se je zdelo prav, ker hočem prikazati tudi to empatičnost, ki jo zmoreš za behind tem beauty faceom in lepim obrazom, ki si ga vedno imela in ki še vedno imaš. A veš, se mi je zdelo to v bistvu ena dimenzija tebe, ki mi je prav, da jo slišijo. Ampak na drugi strani pa spet razmišljanje o tem, ko so se o mami pogovarjala, pa o tem, je moj pomislek. Nek menedžer bi sigurno rekel, joj, pa ful ni dober, da poveš, da imaš fanta, ne vem, takrat. Ful ni dober, da... Ja, tega sem imela. Življenje ful, okay. Ja, da se ne sme vedeti zaradi oboževalcev v času Atomikov. Ampak gospa, kako bomo mi zdaj to vaš seksipil prodajali, če čez dan gledamo Instagram situacije z mami ali pa tebe v nedobri koži, ne? Pa vendarle greš čez, zato ker se zavedaš verjetno te neke družbene odgovornosti, da si ti nekdo, ki nas zanima. Ne? Jaz verjamem, da je moje prvo poslanstvo v tej inkarnaciji bilo petje. Mislim pa, da mi glas ni bil dan samo za petje, pa za zabavanje množic, ampak ravno s tem, ker sem že toliko časa prisotna v medijskem svetu, da bom podpirala teme, ki jih drugi nočijo, ker so, lahko da so tabu, lahko so, da je Špela raj ne, veš, ne vem, v času covida, ne. Jaz sem bila ena redkih, ki se nisem pustila utišati, pa sem zaradi tega dost posla zgubila. Dost posla. Ampak mene je toliko žrl, ko sem videla, kaj vse so nam delali in koliko je bilo to vse protiustavno in kakšni pritiski so bili z vsemi možnimi ukrepi in jaz nimam vse tega ovca sindroma. Nimam ga, ker moja mami ni bila taka. Jaz sem z mojo mami kot otrok hodila na štrajke, ki so se borili za višje plače in jaz imam to njeno borbenost. In jaz sem od tam to njeno borbenost za pravico in za resnico. In mene nič ne more bolj iz tega vršt, kakor da se krivica zgodi ali pa da nekdo laže. To mene res pogreje. Ampak mami je tudi zdaj še fajterka, ne? Ja, mami je fajterka, mami modelka. Tudi zdaj. Kako si pa ti to doživljala? Da mi prav bi razložiti, kako v bistvu sploh... Jaz sem imel mami z zelo kratkim časom bolezni, preden se je poslovila, ampak tako živeti je verjeten... Ja,
to je nekaj najtežjega, s čimer sem se soočala, se v bistvu še soočam, samo zdaj so ta hudi momenti mimo, ker lani smo se mi poslovili od nje, a ne, ko je prišla po drugem epinapadu domov iz bolnice, to je rekla patronažna, da to je še par dni, mogoče tednov, in tisto je bilo res heavy stuff. Mogoče je za koga povezava, ki jo imava midve z mami, čudna, patološka, nezdrava. Ampak ni temu tako. Midve sva sami živeli. Ona je bila precej starejša, ne? Ona je bila mene prej 41. Sami sva živeli in res sva bili najboljši prijateljci. A ne? Ona je meni zelo hiter, ko sem bila še klinka. Rekla, jaz nisem samo tvoja mami, jaz sem tvoja najboljša prijateljica in name se vedno lahko zaneseš. In sem se, tudi če sem kdaj kaj zafrknila, tudi če sem ga biksenila, ona mene ni obsojala. Bila je res stroga, so bile sankcije, ampak midve nisva enkrat šli spat skregani, ali pa da bi med nama bilo neko trenje, ne, midve sva res menda iz istega dušnega oblaka in ful verjamem v to, no. Ker tudi zdaj, ker recimo ni več tako, kot je bilo, ne, jasno, jaz se ne morem več z njo pogovarjati tako, kot sem se pred njeno boleznijo. So dnevi, ko pridem na obisk in ne spregovori besede, ampak imam z njo en tak connection, da jo lahko včasih samo v oči gledam, Pa vse veš. pa vse vem. Ja. A so se ti zgodili ljudje v življenju, ko si jih samo v oči pogledala? Poleg mami? Okay. A je to... Sicer redko. Ja? Ja, ni, da se to pogosto zgodi, se pa je ene parkrat in verjamem, da smo se prepoznali. Veš, v smislu, imamo tle en task za oddelati, oziroma neko obdobje, neke lessons. Joj, zakaj govorim toliko angleških besed? Neke lekcije. Tudi mene kregajo, ampak... Ja, toliko smo not v temu, a veš, na socialu je 3/4 angleško, poslušaš angleške podcaste, veliko vsebine v angleščini, pol kar avtomatsko, tako da bom zdaj zavestno... To ni, da se pačva. Pa jade. Ne, ampak bom zdaj Da smo zavestno... glih pa jade. Ok, ampak to doživljanje, da si v bistvu na nek način imela svojo dinamiko, živela življenje istočasno, imela toliko zelo intenzivno čutenje dogajanja z mami, koliko se ti zdi, da te je to preoblikovalo? Spremenil način, kako gledaš na svet? Jaz ne vem, koliko me je preoblikoval, vem, koliko me je sesul. Jaz sem A tudi si boljši človek zaradi tega? A zato, ker mi je mami zbolila? Ja, ampak zaradi tega, kako si se s tem soočila? Jaz predvsem, odkar je mami zbolela, gledam na starejše ful drugače. Že prej sem jih spoštovala, ampak zdaj, ko pa vidim, kakšen je sistem, zdaj pa res v njih vidim tako ranljivost, da zdaj kar jaz rečem, a rabite kaj za nastopati, a vam pridem kaj odpet, tako, ne če je prava beseda, da se mi smilijo. Žal mi je, da v naši državi starejši nimajo nobene pozornosti, da so več ali manj prepuščeni sami sebi. Tudi situacija z DSO-ji, oziroma z domovi starejših občanov je grozljiva. Strah me je vsakič, ko grem od tam, čeprav moja mami je zdaj začasno nastanjena v res prijaznem domu, samo vesolje, hvala lepa, da se je to zgodilo, ampak se sprašujem, kako se bomo mi postarali. Tle sem začela čisto drugače razmišljati. Prej se mi je zdelo to, da bom jaz enkrat nonica, ful delač. Zdaj, a veš, da zdaj pa razmišljam že o tem, da bo treba čez 20 let že kakšno vlogo oddati. Ne? Ker so čakalne dobe toliko dolge. Sploh vprašanje, Čez 20 let? Ja. V redu. Pa si še v redu. Ja, sem tudi teh 20 let, zadnjih 20 let, Mark, koliko nama je hitro minil? Jaz ne vem. Ja. Dobro, jaz razmišljam bolj o tem, da bo treba kakšen džin dati na stran, da ga bomo pol pil, ne? Razumeš, zjutraj pri čaju ali kako se to pije. Dobro, jaz sem itak hči džinarja, tako da upam, da mi bo doživljenjsko tam nekje za hude čase kakšna flaša ostala. No, vidiš, to so vse koristne informacije za razumeti pa za vedeti. Kakšen je pa odnos z očetom? Dobro vprašanje. Odnos z očetom je nekaj, kar nikoli ni bilo
zelo globoko. Vedno sem ga imela rada, on je bil meni kot en božiček, a veš, ker midve sva živeli sami, vsakič, ko je prišel, oči, 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 oči. Mami je rekla, da ko sem bila otrok, da ni mogla razumeti tega. Jaz te futram, jaz te vzgajam, jaz vse zate naredim, ti pa oči, 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 ko pride, ne vem, enkrat na mesec in si cela dol padaš, ne. In kot otrok sem bila, vedno je bila mami ona stroga, grozna. Oče je bil pa meni, wow, ker ko je oči prišel, on ni mene vzgajal, on ni mene nikoli, ne vem, nadrl, kaznoval, karkoli, logično, da ne. Takrat, ko je on prišel, je bilo samo vse lepo. Božič. Ja, on je bil meni kot en božiček. Prišel, vedno mi je kaj prinesel iz Avstrije ali pa iz Italije, ko sploh pri nas nismo imeli in sem imela res take igrače, da ostali so samo, ne. Ampak da bi pa midva imela neke globoke pogovore in da bi bil on moj zaveznik, tega pa ni bilo. Kaj pa danes? Danes, odkar je mami zbolela, pa tudi mogoče že enih 50 let prej, sva pa začela bolj komunicirati. Saj sva bila skozi na vezi, ampak ponavadi je bilo tako, a si v redu, a si zdrava, veš te, neke pavšalne stvari. Zdaj zadnje čase pa tudi jaz sem taka, no, da jaz se zelo rada pogovarjam. Ni on ta, ki začenja pogovore. Jaz pol začnem in me tudi veliko zanima o njegovi preteklosti, da bi jaz lažje razumela vse te njegove vzgibe, a ne. Da bi jaz lažje razumela, zakaj on ni bil z nama, zakaj se je odločil, kot se je odločil. Ker ne bomo si lagali, otrok rabi oba starša. Ja, da odgovorim že vnaprej tistim, ki bo rekel, če sta slaba, ne. Okej, ampak če pa nista slaba, pa sta oba dobra, manjka, oče manjka, meni se to pozna, ta manjko očeta se mi pozna. Je bilo veliko seans pri terapevtu zaradi tega. V relationship? A se ti zdi, da veš ta plastična forma neprisotnost očeta, ne, eskalira v tem, kakšne moške si izbiramo? V bistvu tako je. Perfekcionizem sem razvila zaradi tega, ker ga ni bilo. Ker sem hotela biti še boljša, ne, ker otrok ne ve, zakaj je oči, mislim, valjda, ko si ti majhen, ne poznaš dinamike družine, zakaj očeta ni. In zdaj imaš v glavi, da če se boš pa bolj potrudil, a ne, mogoče nisem dovolj dobra, da oči ni z nama. Tako sem razvila perfekcionizem, ki mi totalno dela škodo v življenju. Čeprav sem dolga leta mislila, da je perfekcionizem lastnost, jaz sem pa perfekcionistka. S tem, da jaz nisem na vseh področjih. Jaz sem, ko gre za delo. Zakaj? Zato, ker je moj oče cenil delo. Ker je tudi on deloholik. In na tem področju sem jaz, meni je, kar se tiče posla, jaz sem vse to do perfekcije, pa vse po minus, pa plus za naročnika, ne. Kar se odnosov tiče, pa nisem privlačila partnerjev, ki bi bili podobni očetu. Ne vedno. Včasih sem nabasala na kopijo mame, včasih na kopijo očeta, včasih na kombinacijo. Ni pa tako, da bi jaz vlekla en in isti vzorec, da bi skozi na očeta. Ne, mislim, da sem imela samo enega takega. Kaj pa ta neuspeh, ne? Spet, mi smo odraščali, mislim, ti si odraščala pred našimi očmi. A si se kdaj zaznala v tem, da je pač ta slava, če rečemo temu tako, zahtevala neko ceno na zasebnem življenju Špele? Definitivno. Je težko biti fan Špele Grošelj? Ful težko. Ja, težko je. Jaz sem to... Zakaj? Zato, ker ne zaradi Špele Grošelj, pač upam, da ne zato, ampak zato, ker s tem, ko si fan Špele Grošelj, avtomatsko tudi ti postaneš na nek način medijsko izpostavljen. In ko postaneš medijsko izpostavljen, si spet na tnalu in vsak se vtakne in komentira tvoj izgled, tvojo izobrazbo, koliko imaš keša, 3/4 stvari je itak izmišljenih. Jaz ful veliko stvari sem o sebi izvedela pač preko govoric in na internet forumih in tako. Ker sem tako, od kje ste to našli, kaj vam dela v glavi, kakšna je to domišljija. In predvsem moraš biti toliko sam pri sebi postavljen, da nisi ljubosumen, ker jaz ponoči, ko so nastopi, pa so tam tipi, ki mogoče kakšni, mogoče
Mala Mogoče. verjetnost, da kdo ne pride poslušati mojih pesmi. Da kdo Misliš? pride meni bolj Po kaj tojoške. pa pride? Ja, Ojo, ampak to je mala verjetnost, ne? In zdaj, če si ti, nisem opazil. ja, če si ti stabilen, neljubosumen, je to vse okej. Imela sem pa partnerja, ki je bil samo enkrat z mano na nastopu in ga nisem nikoli več s sabo vzela, ker je tako nosnice širil od jeze, takole se dal v obrambno pozicijo, takole, in smo bili vsi pol v blokadi. Jaz se nisem mogla sprostiti, čutilo se je, da on je bil živčen, če je kdo proti meni prestopil, sem kar 2 koraka nazaj naredila, ker se mi ni dalo z onim kregati. To je druga stvar. In tretja stvar, ne smeš biti obremenjen s tem, da je tvoja partnerka toliko izpostavljena in da ko bosta nekam prišla, da se bojo najverjetneje ljudje najprej na njo nalimali, ne? In da Se pravi, rabiš deca, ki ima cojones. tako je. A? Ja. A pa jih je tam zunaj dovolj? Ne, malih je, zato sem bila toliko časa samska. No, ampak a te je to zajebavalo to v življenju? Si imela issue s tem, da si samska? Kako Ne. si ti seksulja, če si samska? Ne. Nisi nikoli lagala, da si samska? Si bila- Ne, v bistvu, da bi lagala, da bi prav rekla, sem samska, pa nisem bila, to ne, pol sem raje bila tih, Mhm. ali pa sem rekla, a veš, Mark, ful je grozen, pri nas ne moramo mi kar enega spoznamo in se zaljubimo. Jaz ne morem kar tega človeka takoj medijsko izpostaviti, ker itak vemo, da se šele s časoma vidi, če to pelje v pravo smer. Jaz bi izpadla neuravnovešena, če bi vsega medijsko kazala, ker pač ni jih bilo samo 5, a ne? 5? Ni jih bilo samo 5. Več kot 5? Čisto sem ven iz slovenske statistike. Ja, Ja. več kot 5 torej. Ja. Dobro. Ampak a so te neuspehi, ki so se lahko zgodili tudi sam zaradi tega, ker so bili ob Špeli Grošelj? Mhm. A veš, nekdo, ki je bil z Jožico Novak, Ja. bi verjetno mogoče celo ratu. Ne? Ja, A se ti je zdelo, da si tudi včasih imela kakšno paniko zaradi tega? imela. Pazi, zdaj Grošelj, kaj boš rekla, naj te zdaj ne trkaj Pet. to. Ja. Ne veš, to je tisto, jaz sem što na umu, to na drumu. In Tako te volimo? ja, ampak zdaj zadnje čase pa se mi zdi, da je povsem bolj, da sem malo jezik okriznem. Imela sem, sicer to je bilo 20 let nazaj, je bila kar situacija, ko sem, sej verjetno se spomniš zgodbe, No, kar deva. Što na umu, to na drumu. ne, čakaj, ne moram o imenih, no. V glavnem imela sem fanta Ja. in Bom zdaj ugibal, čakaj. Pa ne Saša boš, tam sedi, da ne boš pomagala. ugibal, zato ker te ljudje imajo zdaj že družino in otroke in nočem jim slabo. Okay. Nočem, da bojo doma kaj imeli. V glavnem, Piš poročen pa z otroki. ne, poročen pa ne. A ne? Ne. Ne, zdaj je poročen. Ja. Kam razmišljam, Zdaj pa je, ja. Zdaj pa je, ja. Ne, skratka, zgodilo se je, da sem se vmes zaljubila v enega drugega, ki je bil medijsko izpostavljen, vse to je prišlo v cajtange in to se je potem po cajtangih gonil kar nekaj časa, ker to so bili drugi časi, spomnim se. To je bilo, če se je nekaj tasga, ena afera zgodila, to se je gonil. Danes Če ne se so jo pa zgodi, naredili. jutri je že en drug, Ja, ker je hitrost informacij, a ne, se toliko. Ampak svojo vrednost, da si ti lahko, ne vem, držala neko linijo, ker smo ti drugi govorili, kaj ti si, pa kaj ti nisi. A si lahko ostajala zvesta temu, kva si ti noter čutila? Zadnja leta, če dali bolj. Prej, še ful nazaj, rečemo pri Foxicah, pri Atomikih, je bilo pa treba in kar se tiče komuniciranja z mediji in kar se tiče same javne podobe, je bilo pa treba upoštevati neke smernice. A ne? Zdaj, od 2020 naprej se meni, po domače rečeno, malo beseda na J. Ja, bom ugibal, kjera. No, to sem hotel vprašati. A veš, na eni strani smo te doživljali kot seks simbol. Jaz tega ne razumem. Jaz sebe nisem nikoli tako dojemala. Kako ne? Ne. Par uni pumpi, ka pumpa. Ja. Če si ti imel v mislih kaj drugega, kot brizgalno brizgo od gasilcev, ki šprica vodo, to so tvoje umazane misli. In sem sam jaz ta z umazanimi mislimi. Zelo Ti sebe nisi verjetno. doživljala, a si ti rekla, to je pač nek film, v katerega grem. Ne, jaz sebe nikoli Mhm. nisem dojemala kot seksuljo. Mhm. In meni je bilo zanimivo, da so me drugi tako dojemali. Mhm. Ker obe Špelco sva bili v tem projektu. Obe sva bili blond, obe sva bili
No, No, z ena je bila dekoltejem. malo bolj, ena je bila malo bolj, dekolteji. ja. Obe sva bili v istem odžiru, ampak njo niso jemali za seksuljo. Ja, ona se je meni zdela taka poštena. Jaz pa ne. Ja, ne vem. Ja, kako ne Ampak ona veš? se mi je zdela poštena, za tebe nisem rekel. Ampak, a veš, tako se mi Ampak- zdelo, da ampak ti to si je- mal una, No, mal, dej povej kaj. ne Dej vem, povej, ne vem, če prosim. upam to reči. Ampak Ne, meni se je zdela ona ker me taka- zanima. Ja, ona gre v nedeljo Kmar. spoved, ne, Ja, ti pa tudi spoved znaš preskočiti. Ne, tako si se mi zdela. ampak mislim, Sebe nisi tako videla? ne, kar se spovedi tiče, sem se, ja. Ampak ne, ful mi je zanimivo, ker vem, kaj misliš, ker njo bi postavil na nočno maco in bi jo Ja, gledal. in gledal. A ne? In tudi ne vem, če bi se jo dotaknil. Ne, če bi bil exactly. straight, ja. Ja, Ja. zakaj? Ja, razumem. Ja. Pač meni je bilo to večje vprašanje, zakaj? Ker ni zdaj, da sem jaz, nisem jaz nikoli komunicirala, niso sploh niti vedeli, a sem jaz seksualno zaprta, odprta. Ni bilo nič v tem govora. Ampak očitno, ne vem, očitno sem nek tak vibe oddajala, ampak se pravim, zame je bil to poklic, ki sem ga zelo rada opravljala. In ga še vedno. In si bila profesionalka v tem, da je to bil tudi del celega interaža in celega nastopa tvojega, tudi to, da sem jaz mislil, da brizgalna brizga ni brizgalna brizga. Saj sem imela veliko težav s tem, veš. Okej. Jaz sem šla iz Foxy Teens, kjer smo peli Ljubim te, pogrešam te, ti si mi vse. Sem šla na Gori Goats, pa Joške ven, pa sem imela, veš, zakaj sem pa imela? Ker sem videla, da ljudje žanr muzike, ki jo izvajam, povezujejo z mojim intelektom. In to me je blazno bolelo. Sem mislila, pa kaj je z vami? Klele sem bila na bežigrajski gimnaziji, kamor so prišli sami najboljši učenci. Vedno sem stremela k temu, da bom imela čim boljšo izobrazbo. Mislim, nisem ena tutka putka, a vi zdaj mene zaradi moje muzike in mojega outfita vidite kot tutko putko in me označujete za, ne vem, neko starleto. Ni hujšega, ki je uporabljal najin. Ja, prijatelj. Ja, prijatelj. Ti poslušaj, no, ampak ja, glih to, da pripisujem prsati blondinki, ki pojejo brizgalne brizgi. A je to lahko tvoj plus, ne? Da ti v resnici vsadi znaš sešteti 1+1? To, da znam sešteti 1+1, da je 3, ne, to je valjda plus, veva, ne, ja. to je plus. To, da pa ljudje pavšalno ocenjujejo mene na podlagi žanra, ki ga izvajam in v bistvu, dajmo reči, nekega CGP-ja naše skupine Atomic Harmonic, to je pa za njih minus. Ker največkrat se je zgodilo, ko me je človek v živo spoznal, prej me recimo po medijih spremljal in potem me je v živo spoznal, pa ti si pa čist kulska, ker v glavi je pa imel, da sem, ne vem kaj, zabita, ne vem, sploh si ne znam predstavljati, ker saj nismo mi komunicirali z javnostjo kot neki debili, veš, kot neki, saj nismo mi dve imeli glupih izjav ali karkoli, ampak kar stereotipno, blond, Joške, pa še teksti taki, kot so bili, ko se pravim, nisem glih z ritjo ploskala, no, ko sem to pela. No, jaz ne vem, če imel še kakšen podcast, ki bo tokrat beseda Joške noter, ampak v redu, se počutim domače. Ja, saj, hvala Bogu. Ja, poslušaj, no, ampak ta percepcija tega, ne, kako zdaj sploh lahko pristopim tebi, ne, jaz sem face fant, ne, rad hodim na veselice, všeč so mi blond Joški in ne, kako jaz zdaj upam tebi pristopiti, kako, a se ti Ja, zdi, da... na špilu sigurno ne, no. Okay. Ker to je bilo pa nekaj, kar sem si po mojem, ne vem sploh zakaj, ampak sem si rekla, da nikoli ne bom z nekom, ki je moj fan. Wow. Ja, zaradi tega, ker ta, ki je fan mene na odru, Je v resnici... on misli, da bo to dobil doma. Ok? Sam jaz sem doma. Kdo si ti Mislim, doma? No, dej, Jaz sem, A stečna, a verjetno sem, zdolgočasena, ne, naporna? ne, zdolgočasena ne. Naporna si imel? Ne? Kaj ti meni Ne vem, polagaš pač besede v usta? Počak, da ti razmišljam. jaz povem. Tečna sem sigurno kdaj, Okay. sploh 2 dni nazaj sem bila tečna. Se veš, ženske smo ciklične. Ne, Venera je v retrogradni, tako da... A še to? Ja, logično. No, ok, se prav razumeš, da sem bila tečna. Odvisno, koga vprašaš, če sem naporna. Zna biti, da sem marsikomu naporna, ker sem razčiščevalka. Se pravi,
jaz bom vedno hotela do konca priti zadevi, ali bo to, kakor je za prepir, gre to za kakšne laži. Jaz ne maram, da se mi v življenju dogajajo vejice, jaz rabim pike. Tudi, ko gre za odnose. Ni hujšega, ko nekdo kar mrkne, zgine, niti ne veš zakaj, ali pa recimo se ti svita, da mogoče mu nekaj ni bilo po jusu, nekaj mu ni pasalo in on namesto, da bi to s tabo skomuniciral, v tem primeru z mano, on se raje umakne. Jaz takih ljudi ne morem. Dajmo si povedati vse, tudi če se pošljemo v 3 mile zorkine, ampak dajmo skomunicirati in na koncu se odločimo, ok, se bomo še družili, se ne bomo družili in se postavi pika. Te vejice ne. Tako da verjamem, da za tiste ljudi, ki niso direktni, neposredni, iskreni, sem sigurno zelo naporna. Za take, ki so pa tako kot jaz, kako je že ona fraza, srce na dlani, ali kaj že, ne, ki so odprtega duha, pa mislim, da nisem naporna, no. Kaj pa, saj tudi če bi o mesarjih govorila ali pa če bi govorila o vrtnarjih, bi verjetno lahko rekli, da je to ena kasta, ki se pač med sabo ima rada ali pa malo manj rada, ampak vi ste vsi nam bili na očeh, ne? Se pravi, vi ste se verjetno srečali na nekem koncertu, kjer je bilo več nastopajočih, vi v resnici niste vsak dan pili kave skupaj, ne? Ampak tako, ko se pogovarjam, mi ljudje rečejo, ja, ampak to je en tak fake svet, Je. en tak umeten he, ampak potem gremo naprej. Kako ste pa to handlali, ne? To private bazo izven odra, izven... Zdaj, kar se tiče tega sveta, there is no business like show business je najbolj tak... Prevod bo spodaj? Ja, prevod bo spodaj. Je rek, s katerim se absolutno strinjam. V glasbenem svetu, ali pa dajmo reči v svetu estrade, je redko kdo, ki mu zaupam, s katerim se začutim, v smislu, da se ne rabim pred njim bati, kaj bom rekla, kako bom izpadla. In ne vem, če jih lahko na prste ene roke preštejem. In je pa mnogo takih, ki pa mi ne pašejo, ne paše mi njihova energija, ampak to ne pomeni, da... Kave ne boš pila. Mislim, ja, ampak ne bom pa povabila na kavo zato, za nekaj, če mi ne paše. To pa ne. Kar se pa privat življenja tiče in družbe iz privat, z mojih krogov, sem se pa tudi spekla. V času Atomikov je marsikdo želel biti v moji družbi zaradi svojih interesov. In ne zaradi tebe. Ne zaradi mene. In to je ful bolelo. To je res bolelo. To je bilo tam nekje leta 2010, ko sem pogruntala, da sem se družila z ekipo žensk, ki so pravzaprav cel cajt imele agendo, kaj bo katera od mene povlekla. Tisto me je res. Pa tudi, kar se partnerjev... Kako? Kako pa to pohendlaš? Ja, nič. Skenslaš to družbo in se sam s sabo pol... Najprej sem rabila nekaj časa, da sem dojela, da je bilo to res. Potem sem rabila nekaj časa, da sem se nehala obtoževati, kako jaz tega nisem začutila, ker imam drugače res dobro intuicijo. Začutim ljudi in ponavadi, če me ob nekom zvije tle not, je to znak, da nekaj ni. In ti povem, da še vedno, kadar me je zvil, pa da nisem poslušala intuicije, da sem še vedno hotela nekaj, se je prej ali slej izkazalo, da bi bilo boljše, če bi... Poslušala sem. Ja. Pa si malo čarovnice? Manj kot ti. Kako dobro. Ampak če bi se poslušala, bi verjetno tudi na kakšnih križiščih izbirala drugačne poti. Bi. Kaj se ti zdi najbolj dramatično križišče, kjer bi danes, ko gledaš nazaj, izbrala drugo pot, levo, bolj levo, še bolj levo? Prej bi šla ven iz Atomikov. Aha. Dve leti prej bi šla ven. Pa pri partnerski... Govoriva zdaj o jobu ali... Ja, vse, špela. Ja, pri partnerskih odnosih bi morala biti saj to se je malokrat zgodilo, ampak bolj pozorna na red flag, na rdeče zastavice. Ampak, razumem, si zaljubljen, imaš rožnata očala in tudi pol, ker rožnata očala dol padejo, se mogoče kar prepričuješ, ne, sej to s časoma bo, tam sem kar par let zgubila. Ne, pa pol rečejo, ja, ne, sej ne zgubiš teh let, sej življenje te je nekaj naučilo. Ja, sam če bi prej dojela, sem zgubila, no, sem.
Pa, še ena stvar. Ne bi toliko izpostavljala svoje partnerje, da bi potem celo oni ratali, Zvezde. ja, mislim zvezde. Veva, kaj misliva, ja. Mislim, veva, kaj misliva, no, ja. 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 Kakšni so bili verjetno tudi zato zraven? Ja. Kakšni siguren, ne? Ja. A bi Špela zdaj imela otroke? Bi Špela zdaj bila poročena? A veš, če bi Špela bila, ne vem, učiteljica bežigrajsko gimnazijo, bi končala, bi šla za, ne vem, na upravno enoto štempljat. Jaz sem si želela biti novinarka drugače, zato sem tudi vpisala novinarstvo na FDV-ju, ja. Navdih mi je bil pa Uroš Lipovšček. Ne se zafrkavati. Ja, jaz sem Me čudem, da ti veš, kdo je Uroš Lipovšček, ampak mi je ful dober. Ja, poslušaj zgodbo, zato ker je bil on zelo dober mamin prijatelj. Okej. In ona ga je meni takrat predstavila enkrat, je rekla, veš, kaj ga gledava po televiziji. In vsakič, ko je bil Uroš po televiziji, sem bila jaz bom novinarka. Jaz bom, ne, tako kot Uroš. In potem sem tudi šla na FDV, ampak zelo hitro ugotovila, da ne bi jaz bila za kamero, ampak bi bila pred kamero. Imam pa še vedno to raziskovalno žilico, to pa ja, jaz vsako stvar, jaz moram to raziskati, tudi na Instagramu, karkoli objavljam, moram se prej pozanimati, da nam kakšne neumnosti rekla, da nam rekla kakšne nepreverjene informacije. In Špela, če ne bi šla v muziko, bi verjetno bila novinarka, ja. Bi bila. Punce, zdaj sem gledal en dokumentarc na Netflixu od teh boybandov, pa od tega producenta, ki jih je skupaj NSYNC, meni se zdi, da sem gledal pa to. Veste, vseeno bile neke indijanke iz različnih svetov, ne, to niste bile best friendice. A Foxice? Ja. Ne, jaz sem itak prišla naknadno, sem prišla ta zadnja, tako da je bilo že malo, a veš, one dve sta bili že, ne vem, 8 let in potem je prišla ena novinka. Sem kar nekaj časa rabila, da sta me sprejeli v popolnosti, no. Okej, ampak v bistvu zdaj, če vas gledam, ne, ena deklica se je že poslovila, vsaka živi neko svojo dinamiko, čeprav je na primer Tanja tudi glasbenica, tako kot ti, drugačna dinamika, drugačen svet. A se ti je zdelo, da te je ta obdobje vendarle definiral, če bi ti vstopila, ne vem, na sceno šele pri 25? Jaz sem pri Foxicah dobila toliko enega znanja. Dejansko sem se vsega naučila pri Mikiju. In ko sem prišla v Atomike, sem vse to sam še začela živeti. Prej sem se lovila, jaz sem bila zelo sramežljiva, ko sem prišla v skupino. Ko smo imeli intervjuje na radijskih postajah, pa če je mene kdo kaj vprašal, jaz sem kar trokirati začela. One dve sta bili Tanja pa Mirna sta bili toliko bolj izkušeni, da sem se mogoče tudi zato nazaj držala, ker sem vedela, da jima ne morem parirati. Jaz prišla na novo v ta show biznis, one dve sta tam že harali in šele pol, ko sem iz Foxice šla v Atomike, pa je bilo pa glih obratno, je bila pa Špelca ta, ko smo jo iz kavča pobrali. Sem bila pa jaz pol tista, ko sem vse to nabrano znanje začela uporabljati in je dostikrat so ljudje rekli, ona se ven meče, Špelci nič ne pusti. Ni bila fora, da ji nisem pustila, ni imela ona izkušenj, tako kot jih jaz nisem imela pri Foxicah. Ne, ona je bila na Nočni omarici. Ona je bila na Nočni omarici, ja. Ampak ne zato, ker bi mi njo tja postavili, to je ful pomembno, da se ve. Drugačna energija, drugačna, imaš ekstroverte, imaš introverte in ona ekstrovert nikoli ni bila. Ti pa? Ja, bolj ekstrovert, kot introvert. Mislim, da to je jasno. Nekdo, ki tega nima vse, se ne more na Instagramu toliko objavljati neke svoje privatnosti. Čeprav moram poudariti, ne, še kljub temu, da veliko delim, je to tokle tega, kar se v resnici dogaja. Veliko stvari je samo mojih, ki jih vejo moji ljudje in kljub temu, da se zdi, da se o meni vse ve, veliko se ne. Ampak to, kar si me vprašal prej, pa nisem odgovorila, sem se spomnila, bi se Špela poročila, bi Špela imela otroke. To so, ti dve vprašanji sta najbolj pogosti, ki si ju jaz zdaj postavljam. Vedno sem si želela družino, vedno. Tudi moja zadnja taka
zveza, ki sem mislila, da bo za zmeri, je v veliki meri se končala zato, ker ni bilo istih pogledov na prihodnost v tem smislu. Ampak zdaj, ko sem stara 40, Ne. ja, zdaj sem pa začela razmišljati, a sem že prestara, a bom imela jaz energijo za enega mulčka. In pa bolj kot to, a sem jaz res zmožna na ta svet, v katerem živimo zdaj, spraviti eno novo dušo, ampak ne zato, sej otrok se bo pač, a ne, postavil, ampak kako bo mene skrbel, ker jaz pa sem nagnjena k skrbenju, no, to pa je res. Jaz pa imam tudi težave z anksioznostjo zadnja 4 leta, tudi o tem nič ne skrivam, pač povem, da ta tesnoba je res en velik hudič. In to je, kaj pa bo, če bo? Kaj pa bo, če bo? In zdaj jaz se vprašam, okej, kaj pa, če svet, v katerem živimo, rata še bolj nesramen, še bolj neprijazen? Kako bom jaz to folgala, da se mi ne bo zmešalo? A to anksioznost, ki jo omenjaš, ampak 4 leta, da si ji dala ime, da jo, a veš, Da mi dela probleme. Okej. Je verjetno bila tudi že prej? Ja, lej, vedno vsak od nas pred nekimi pomembnimi ali dogodki te rata strah. Še prej, ko smo bili v šoli, pa pred izpitom, a veš, a znam dosti, a bom, kako bo to, ampak je minil. A ne, takoj, ko si ti odpisal, okej, mogoče je malo trajalo, pa ko si še test nazaj dobil, te je malo skrbel, ampak je minil. Tle, da je pa vztrajala, da mi je pa vplivala na moje življenje, da nisem mogla nič, da sem bila čisto okamenela, to pa od 2020, no. Pa se je zgodilo, ker se je preveč stvari naenkrat zgodilo. In ta razhod, in covid, in zaprte občine, in posledično delo, ki sem ga delala celo življenje, ga nisem kar naenkrat več mogla. Jaz mislim, da se je takrat to so bili samo triggerji, da je to eskaliralo, no. Glede na to, kakšne imam pa odzive, odkar o tem govorim, pa vidim, da nisem edina, da je tega res, res, res veliko. Več kot mogoče sploh. Več kot si sploh kdo predstavlja, zato ker še vedno za marsikoga je to tabu tema, stigma, kar je totalna neumnost, ker je že skoraj vsak ta drug se sooča z anksioznostjo, a ne, bolj ali manj intenzivno. V neki obliki, ne? V neki obliki, ja. A se ti zdi, da je pri tebi to eskaliralo tudi do ene, ne vem, da je ena besedna zveza, izgorelost, ne? Ja, meni se je to 2021 zgodilo. Jaz sem potem, ko nisem mogla nastopati pa na televiziji biti, sem mogla najti drug način, v česa bom živela. In sem odprla svojo spletno trgovino, uvozila mikrofone, ker sem jih v enem tednu 1000 prodala. Vse sem to sama delala, pakirala račune. Lepla si nalepke, vse sem videl. Lepla nalepke, špricala s parfumom pakete. Ja. In ko sem zadnji mislim, ko je bilo treba papirje računovodkinji oddati, in ko se je pol še ena stvar zgodila pri nekomu, ki naj bi bil pooblaščeni serviser, je mene sam položil. In od takrat naprej se non-stop ciklično mi to dogaja, da ko pridem ven, a veš, ti recimo, ne vem, si 2 meseca vodoravno. Prideš ven, najprej moraš popucati za nazaj, te 2 meseca, ki te ni bilo. Pol valjda hočeš nadoknaditi in še tisto, kar imaš za zdaj in kar imaš za naprej, kar hočeš na zalogo narediti, in spet. Ampak nikoli ne pride brez razloga, vedno je to posledica nekega hudega stresa. Je pa tako, življenje zadnjih 5 let mi konstantno meče neke stvari, pa mamina bolezen, pa zdaj pred kratkim še informacija o očetovi bolezni, ki hvala Bogu zdaj ni to, kar smo mislili, da je, oziroma kar so mu rekli, da je. In to je za nek živčni sistem, ki je že itak razdrapan, a ne, ki je zelo občutljiv, senzibilen, je to malo rabiš, da te vrže, ne. In jaz bi vse dala, da bi bila tank, a hkrati se zavedam, da če bi bila tank, ne bi doživljala niti, ne bi okusila niti 10% tega, kar okušam zdaj. Čeprav je takrat, ko je bolečina tako intenzivno, ne. Enkrat mi je rekel moj zelo dober prijatelj, Špila, veš, tvoje življenje je zelo tako, ne, ko si srečna, si res toliko srečna, pa tudi za malenkosti, ampak te toliko sreč, ampak je pa bed, si pa toliko bedo, da je za umret. Je rekel, daj najti eno ravno črto.
ko bo ravna črta, Je ravna črta. je gotovo. Nočem ravne črte. Bi bilo pa res dobro mogoče te viške obdržati, pa te niške mal pod ravno črto. Sam to pa ne vem, če se to da, dvomim, no. Mislim, da... Po moje ne, polk je ravna črta, je ravna črta. Ja, je gotovo. Vmes se pa zgodi življenje. Ne? Ja. Na koncu dneva, ko reflektorji, ki najc ugasne luči, ne, je pol to spet špela? Ne, špela je skozi špela. Okay. Skozi. Jaz nisem zdaj na odru neki drugega kot doma. Sam da pač na odru, valjda ne pridem v kopalnem plašču gor, ne, tako, ko hodim po Domžalah, ko cucka vozim. Ja, valjda, da ne moram zdaj biti čist tako, ko sem doma. Ampak karakterno pa ni zdaj, da sem jaz na odru cela prijazna, nasmejana, prijem dan pa ratam Adolfa. Ne, to ne. Adolfa. Zdaj boš v moji glavi pa v mojih erotičnih fantazijah. Adolfa. Si že prav predstavljam, kako je oblečena Adolfa. ja. Vidim jo, ja. Ja. Ja, ampak ta šlafrok, ta brisača, ne? Boli me. Kar se tiče te obremenjenosti, jaz sem bila obremenjena s komentarji. Jaz sem bila obremenjena s tem, da je kako lahko nekdo mene, ki me ne pozna, tako pluva, misli, da v meni vse ve. Tako sem bila obremenjena. Nisem pa obremenjena, da grem v šlafroku ven, pa sprehajam kužka, ker meni se to ne zdi nič tazga. Zakaj? Se nisem šla na RTV ali pa k tebi na podcast v šlafroku. Se sem šla samo okoli bloka. In to si lahko prvošaš. Kako to misliš? Pač, da greš v šlafroku okoli bloka. To je moja in tvoja pravica. Ne? Seveda, seveda. Ja, nisem s tem nobenemu škodovala. Kaj pa to samo podobo? Ne? Se mi zdi, da te TikToki in vse ostale stvari diktirajo pač neko, ne? Ta tvoj face je bil vedno neki, ki je bil tvoj money maker, ne? Se mi zdi tako. Miki Šarac je rekel, ko sem bila stara 17 let in sem že takrat imela ful rada sladkarije. In je rekel, Špela, če boš šla po tej poti, boš imela težave s težo. Okay. Takrat sem bila še suha. Koliko je on nesramen? Ja, no, mislim. Dobro, da meni ni torej. Mislim, pač, ne vem, to lahko, zdaj odvisno, s katere perspektive pogledaš. Lahko pogledaš kot prijazen očetovški nasvet, Špela, če boš takole nadaljevala, boš imela težave s težo. Jaz sem to razumel tako. Ja, no, kaj pa pol? Zakaj me pol nesramen? No, in vem, da mi je takrat rekel, ker potem jaz seveda nisem tega nasveta upoštevala in sem jaz seveda še naprej sladkarije jedla in potem je tudi kakšna kila šla gor in rekel, ti imaš sam srečo, da imaš tako faco. Tebe faca rešuje. In tega nam nikoli pozabila. In jaz nisem nikoli bila, veš, nekdo se tudi v ogledalo ne more pogledati ali pa ga vse zmot. Ni mu všeč nič na njemu. Jaz sem imela zdrav odnos do sebe, razen, kar se tiče kilogramov. Kar se tiče kilogramov, pa dokler nisem bila medijsko izpostavljena, jaz sploh nisem vedela, da imam težave s kilogrami. Ker sem pa medijsko izpostavljena postala in ko so se začeli vtikati, da sem, ta je pa mal buckasta, pa pol par atomikih. Kjer je zdaj Špela? Unata debela ali unata suha? Vidiš, tam sem pa jaz potem... To boli? Jo, blazno. Jaz sem bila v 4. oziroma 5. razredu. Jaz sem celo življenje plesala, od majhnega. 4 leta sem bila stara, ko sem začela plesati. In sem po enih poletnih počitnicah prišla nazaj v plesno šolo in je meni rekla trenerka, Špela, a si se ti malo zredila? Tam se je v bistvu začel. In mene je to, da ona me vprašala, če sem se zredila, toliko ganil, da sem šla na dieto in sem bila obremenjena s hrano, 2-krat na dan laufala, na valeti. Vem, da sem bila tako suha, da so me že učiteljice, so že mami klicale, kva je z mano narobe. Ker meni je bilo, veš, narobe je, ne, če si kao debel. Narobe je, če si buckast. Sploh pa v tej branži, ker mi moramo biti po jusu. Mi moramo biti taki, kot nam narekuje ta nek Hollywood. Ne? In jaz sem to pogledno izstopala, ker nikoli nisem bila po jusu. Ker jaz, da sem po jusu, jaz sem moram tokim stvarim odreči, da pa res ratam zoprna, kar sem prej rekel.
Ni hujšega, kaj jaz na dieti, tega nočem ben. Je, ke slačen si drugačen, ne. Totalno. Ja, saj razumem ta del čisto. Špela, ful sem vesel, da sva klepetala. Je že konec. Ja, a Sva ne, že glih tako kot en menstrualni cikel, a Pa veš. čisto, ke da sva glih kar začela. A ne, da? Pa Ja. še nič nisi povedala, a ne, to Mislim, hočeš reči, ne. Glej, saj je v redu, Ja. saj je v redu, ker Ampak to pomeni, da prideš v nadaljevanje, veš, da ob letu absolutno. osorej se ponoviva in nadaljujeva tam, Se kjer sva veselim, začela, a ne. se veselim. Daj Predvsem morava privat, off cam, nadoknaditi. nadoknaditi, ker je toliko enih anekdot, jaz imam pa ful dober spomin, veš. Ampak veš kaj, jaz sem Super. oseb, tako kot si sama rekla, in o tebi in o najinem odnosu Zvedel slišal marsikaj. toliko veliko, ja. Ja. A veš, ampak jaz mislim, da pač neki odnosi ostanejo, ne vem, glih Kostja, ke za tabo pride. Se Je mi zelo zdi, da- fajn ženska, zelo fajn. Ja, Ona je ena izmed tistih, ki sem ti rekla, da jih je mogoče 5, ki jih imam v lifeu iz glasbene srenje, ne, če se tako reče, ke mi je toliko blizu, da je noro. Ja, ona je fajn gotja ena počutim. od 3 telefonov, ke so zazvonili po tem, ko sem jaz končal televizijo, ne. Daj nehaj. Tako da, veš, to je bila kar jeba takrat, ampak saj, ne, hvala bogu, da tega še nisi doživela, ampak hvala bogu, da že danes razumeš njo kot frendico in tako naprej. Ful sem vesel, da si prišla. Jaz pa Moji vesela, da si me prijatelji z povabil. Ave Meda, ki skrbijo za mene, zato da lahko klepetam, so ti Ja. pripravili en darilček. Kaj sem ji pa Ja, pripravil? ne povem ti, ampak nekaj, da boš še lepša, ker imaš ta lep fejs, ne, pa da boš vse ostalo lahko poskrbela zase. Jaz, ke sem Zahvali se jim v mislil mojem stvari- imenu. Ja, Ana pa Nejc kar tam sedita in tako Hvala. da, ja, sem vesel, da te lahko pocrklam in da se ti na ta način zahvalim, ko si bila moja gostja. Hvala, zelo mi je Želim bilo vse veselje in lepo. res hvala tudi jaz tebi, Mark, in res moramo nadoknaditi, ker je toliko stvari za nazaj, ker moj Rom v glavi si je zapomnil čisto vse. Vse afere, vse škandale, A videl? vse govorice, A tako da videl? to moramo enkrat. Si Pa malo vzeti kokice, čas. pa gremo. Ja. Ja. Lej, Bod pridna, čuvaj se in Hvala. srečno. Čau.